Torej, dobro večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum, Deus Vult, Bog tako hoče, torej to oddajo si želi neposredno Bog. In začnimo s predsednikom. Velika vrnitev Amedeja Madaluna. Dober večer vsem skupaj. In imam takoj vprašanje zate, koliko divizij ima papež? Ima jih zelo veliko. Res jih ima veliko, ker če je ena divizija v redu, to je to. Če je ena divizija polna 30.000 mož, vzemite 1,2 milijarde ljudi, delite s 30.000 možmi in boste videli, koliko divizij ima papež. Ima jih kar nekaj in to je nekako tema današnjega večera. Ampak potem pravijo, da nas izobčijo. Jaz imam srečo, hvala Bogu, sem ateist, tako da se kar dobro znajdem. Torej, zaradi poštenosti do tistih, ki nas poslušajo, moram povedati, da sem katolik in tudi prakticiram vero, ampak nocoj bova poskušala biti popolnoma objektivna, ker sva se z Mirkom odločila narediti serijo. Ker delava geopolitične profile držav, so obdelala vsa območja sveta, srednje sile, regionalne sile, male sile, zdaj pa sva se odločila narediti velike sile in začela sva s Kitajsko. Potem sva si rekla, v redu, po Kitajski še Rusija in Združene države, velike svetovne sile. Ampak meni se je prižgala lučka. Obstaja še ena velika sila, ki je ena najmanjših držav na svetu. Vatikan. Torej, nocoj bomo govorili o vatikanski mestni državi kot geopolitični sili. In govorili bomo o katoliškem svetu. Bolj kot o katoliški cerkvi, kot zgolj verski organizaciji, bomo govorili o katoliškem svetu z političnega in geopolitičnega vidika. Dobro večer. Lep pozdrav Antoniju Stičku, ki nam piše iz Krakova, tam sem že bil, čudovite cerkve mimogrede. In bomo govorili, glej, sproti bom dodajal tudi kakšne stvari, glede na to, kdo bo prišel. Ker je vseeno velika povezava med cerkvijo, papežem in tem, kar se je zgodilo tudi na Poljskem v 80-ih letih. Absolutno, absolutno. No, torej, pojmo takoj k bistvu. Stavek, ki ga pripisujejo Stalinu med pogajanji o evropskem redu takoj po drugi svetovni vojni. Nekdo mu je omenil težavo neposrednega soočenja s katoliško cerkvijo, ki je imela pomembno družbeno prisotnost na Češkem. Na češko-slovaškem, pravzaprav oprostite, na Poljskem, v številnih državah z večinsko ali izrazito katoliško prisotnostjo v vzhodni Evropi. In Stalin je na to izjavo odgovoril kot Stalin. Koliko divizij ima papež? Česa naj bi se ga bal? Zdaj, če je geopolitika, kot vedno pravimo, uporaba moči na geografski prostor in torej tudi na človeško geografijo, ne samo na fizično. Ko smo rekli, lahko papež računa na neke divizij, pojdimo na naslednji diapozitiv. Torej, če je geopolitika disciplina, ki proučuje odnos med politično močjo in geografskim prostorom, potem so religije, še posebej organizirane, del geopolitike in jo tudi ustvarjajo. Vztrajajo na določenem prostoru in upravljajo z močjo, mobilizirajo vrednote, prepričanja, prepričanost ljudi, mobilizirajo informacije, politiko, denar in kot bomo videli v primeru Vatikana, tudi obveščevalno dejavnost. To je moral vedeti tudi Stalin. Med drugo svetovno vojno je veliko ljudi, tudi Nemcev, ki so pobegnili, šlo skozi Genovo in to s posredovanjem nekaterih škofov. V smislu, da so bili v vsakem primeru veliki. Fašizem je imel ogromne povezave in posredovanja, seveda s konkordatom in tako naprej, s cerkvijo. Ampak med drugo svetovno vojno bi morali narediti prenos v živo. Poleg tega je cerkev posredovala pri številnih pogajanjih med državami, bila je pravzaprav tisto sredstvo, prek katerega so skušali vzpostaviti stik z drugimi državami. Prav tako so bile vpletene ambasade držav, ki so bile v vojni. Tako je, vedno so bile sredstvo za to, seveda pa ne smemo pozabiti, da je imela cerkev v preteklosti še veliko večjo moč.
Tudi Napoleon, ki ni bil vernik, je vseeno želel, da ga poroči papež, želel se je spraviti s papežem in tako naprej, ker je razumel, da je bilo to koristno za nadzor. Prav zaradi tega, fantje, Simboli štejejo. Simboli štejejo. Velika drama človeškega bitja je občutek minljivosti, kaj ne? Drama prav v grškem pomenu občutek minljivosti. In nikomur ni všeč, da bi se sprijaznil s tem, da je le kup beljakovin, ki diha. Zato si vsi postavljamo vprašanja tudi o metafizični dimenziji. Vsi živimo v dimenziji, ki je tudi simbolna. Da v tej dimenziji ima tisti, ki obvladuje metafiziko in te simbole podkrepi z močjo tisočletne tradicije, velik vpliv. Zdaj si oglejte zemljevid sveta. Tukaj so bile z različnimi barvami označene glavne religije, ki obstajajo na določenem ozemlju. Kot vidite, ima krščanstvo pomembno vlogo ne samo na severni polobli, ampak tudi na južni polobli. Tukaj imate dva kontinenta. Ameriki, kjer večinsko prebivalstvo sestavljajo kristjani, potem imaš velik del Afrike, južno poloblo, in imaš Evropo, mišljeno kot od Lizbone do Vladivostoka. In precejšen del Oceanije, skupaj s Filipini. Večina tega krščanskega sveta je katoliškega. Katoliški, apostolski, rimski. Torej svet, ki se prepoznava v doktrini in hierarhiji katoliške cerkve. Eritreja je v rahli večini krščanska, tako kot Etiopija. Nekdo sprašuje, zakaj Filipini? Je to ameriška okupacija? Ne, španska okupacija. Španska in nato ameriška. Torej, to je tisto, kar je prineslo krščanstvo. In nekdo pravi, da Etiopijci, te kraji, tukaj kopti, točno tako. Točno tako. Bil je tudi italijanski pokol koptskih duhovnikov. Imamo Morgana, svobodnega človeka, ki nam pravi, da je v Eritreji 52% muslimanov. Mislim, da ima v resnici prav, ampak kot vidite, gre za odstotne točke. V Etiopiji je nekoliko obratno, tam je 52% kristjanov koptov in muslimani jih dohitevajo. Filipini, Filip II. Španski, pokristjanjevanje lokalnega prebivalstva. Potem imamo Indijo, kjer je večina hindujcev, več 10 milijonov kristjanov, vendar so te še vedno kaplja v morju. Hindujci z več kot 100 milijoni muslimanov, večinoma suniti. Imamo veliko islamsko območje v regiji, znani kot Veliki bližnji vzhod, od Maroka do Kazahstana. To območje se v geopolitičnih šolah ameriških oboroženih sil imenuje Greater Middle East, velika regija. Na Bližnjem vzhodu, kot pravijo oni, je islam, je pesek, je nafta. Torej, Veliki bližnji vzhod, islam je ena od značilnosti z nekaj muslimanskimi otočki v Evropi. Poglejte Albanijo, ki je država, kjer je relativna večina muslimanov. Budizem je v bistvu v jugovzhodni Aziji, v Indokini, z pomembnim budističnim otokom v Mongoliji. Kitajska, jo tukaj uvrščajo med versko neopredeljene, ker je uradno komunistični režim. V resnici ne. Se bomo vrnili k temu, posvetili bom eno poglavje tej temi. V Kitajski je ponovno prebujanje religioznosti, ki ima specifično in sinkretično naravo v zgodovini države. Tako kot na Kitajskem, na Japonskem, v Korejah in v samem Vietnamu, ljudska vera, lokalne religije, obstaja velik povratek, močna prisotnost tipičnih kultov za sinkretizme Daljnega vzhoda. Torej, to Začnimo kar z šintoizmom na Japonskem, ki ga geopolitično ne moreš umestiti med druge. Da, res je, da ta karta verjetno prikazuje verne ali mlačne vernike, tiste, ki se imajo za kristjane, a morda vere ne prakticirajo in tako naprej. Zanimivo je, da se prvič pojavijo države, kot sta Češka republika ali Estonija, ki jo celo uvrščajo med versko neopredeljene. Torej, ne verjamejo. Obstaja neka vera.
To so države, kjer bi rekel, da obstaja rahla večina neverujočega prebivalstva. To so države, kjer ni toliko vplival komunistični režim, ampak komunistični režim na prebivalstvo, ki se je že samo po sebi ateiziralo. Torej, ker je Estonija večinsko luteranska, obstaja pojav ateizacije v protestantskih državah. In tudi Češka republika, čeprav je največji delež vernih ljudi predstavljajo katoličani, ima v resnici zapleten odnos s katolištvom. Torej sta to dve območji celine z največjim deležem Evropejcev, vsaj relativno glede na druga območja. Torej, vera in religija. Koliko religije na svetu? To je še en zemljevid izpik, ki vam prikazuje razdelitev po celinah, kot bi rekli Angleži, razčlenitev po celinah različnih vrst religij. Vidite, da je območje muslimanskega sveta jasno, to je Afrika. To je območje, na katerega vpliva islamska kultura. Z zanimivo rastjo v Afriki in pomembno prisotnostjo v Aziji. Azija je območje sveta recimo najbolj raznoliko, medtem ko ima krščanstvo pomemben vpliv na kulturo evropske civilizacije in na obe Ameriki. Torej, je za Azijo Je bolj razdeljena tudi zaradi tisočletnih kultur, otoških vprašanj, kot je razvidno tudi iz geografije. Torej, Japonci so se razvili sami, Avstralci so bivši angleški zaporniki, zato so seveda tja prinesli tisto vrsto religije. Zato je skoraj normalno, da je vpliv še težje prenesti. Seveda, mislim, potem je to, kako ne rečem, to je celina z največjo kulturno bogatstvo, je tudi človeško najbolj naseljena celina. Zato je normalno, da se tam množijo verovanja, jeziki in kulture. Torej, naredimo še en korak naprej, izhajajoč iz tega diapozitiva. Religija ni geopolitična samo zato, ker vpliva na kulture in na zavest ljudi, ampak tudi zato, ker verske organizacije premikajo denar in uveljavljajo politični vpliv. Ampak zato, ker verske skupine ali verske organizacije pridejo do tega, da nadzorujejo cele države, tiste, ki jih v vsakdanjem jeziku imenujemo teokracije. Zdaj se pravi, da je režim Islamske republike Iran, ne Islamske republike Japonske, kot je nekdo omenil v klepetu. To je ena stvar. Režim Islamske republike Iran, na primer, se označuje kot teokratski režim. To ni povsem pravilno. Teokracija je vladavina Boga. V tem smislu sta bili edini dve teokraciji na svetu, oziroma edini dve teokraciji na zemlji. Nepal, dokler je tam trajala monarhija, do pred nekaj leti, ker je bil kralj Nepala obravnavan kot inkarnacija Višnuja, torej božanstvo. In Japonska, kjer je cesar obravnavan kot božanskega izvora, torej kot božanska osebnost. Ovržimo legendo, da naj bi Hirohito odpovedal božanskemu izvoru. To je nekaj, kar so rekli Američani, ni nobene izjave Hirohita, kjer bi rekel, da se odpoveduje temu, da je večni oče. To je pokvarjen prevod. Pokvarjen prevod, Sento. Iščejo naslednika, če se kdo želi, ravno v tem obdobju, ko govorimo o trenutni geopolitiki. Ker nima moškega naslednika, je to za njih problem, glede na tradicijo, iščejo naslednika kraljeve hiše. To je problem že od 19. stoletja, ko so uvedli salijski zakon. Pravzaprav je japonska cesarska družina imela vsaj 1, 2, 3 cesarice v prvih stoletjih. Pomembno je, da so v potomstvu, ker za žensko linijo Po salijskem zakonu. Tako je. Torej, družina mora biti ista. Lahko ima tudi žensko linijo, samo da se hči poroči z tretjim stranskim bratrancem. Kaj ne? Iz Pescare, kot pri Fantociju, in linija je rešena. Pomembno je, da se ohrani potomstvo boginje sonca Amaterasu. To je vse. Ampak ta stvar za čisto salijsko zakonodajo, torej samo moška linija za prestol, je na Japonskem pozen pojav. Zdaj, če je kakšen japonolog tukaj, naj me popravi, če govorim kaj narobe. Torej, dve teokraciji. Države, kjer imajo verske skupine in organizacije nadzor nad situacijo, je veliko. Številne muslimanske države imajo močan verski pečat
in šarijo, torej islamsko pravo, kot vir prava. Saudova Arabija nima ustave, ker imajo Koran, na primer. Lahko bi navedli veliko primerov. No, tudi sama država Izrael v ustavo vpisuje, da je judovska država, torej država pripadnikov te etnično-verske skupine, z vsemi spori, ki jih to prinaša. In v Evropi imamo versko organizacijo, katoliško cerkev, ki od sutrijske donacije nadzoruje državo, ozemlje. Če to ni geopolitika, prepuščam vam, da presodite. Da ne govorimo o času, ko je Osmansko cesarstvo vodil sultan, ki si je lastil tudi kalifski naslov, kalifat, naslednika preroka za sunitski islam, funkcijo, ki jo je ukinil Mustafa Kemal Ataturk. Torej, kot vidite, je verski pečat prisoten v številnih državnih organizacijah, tudi tam, kjer tega ne bi pričakovali. Prosim za naslednji diapozitiv. Pravni vidik ne zajame vsega. Na primer, Japonska, o kateri smo govorili, Nepal, Iran, Vatikan, ki jih jaz imenujem klerokracije, torej države, ki jih v celoti ali delno vodi duhovščina. Ampak imamo, ponavljam, eno v republikanski obliki, ker je Vatikan praktično absolutna monarhija. Islamska republika Iran je republika s parlamentom, ustavo, volitvami in tako naprej. Ampak tudi države, ki jih sploh ne bi pričakovali. Na Švedskem mora biti kralj protestantske veroizpovedi. Poglejte, države, ki imajo uradno državno vero, Anglija, anglikanstvo. Poglejte, države, ki imajo neko vrsto preferirane vere, torej veroizpovedi, s katerimi država sklepa dogovore ali konkordate. V Italiji je to katoliška cerkev, vendar obstajajo tudi druge religije, ki imajo dogovore z Italijansko republiko, torej različne ravni priznanja. Potem so države, ki nimajo takšne vrste urejanja, in so države, ki so načeloma sovražno nastrojene do verskih institucij. Predstavljajte si, da so to zadnje komunistične države, torej Kitajska, Vietnam, Laos, Severna Koreja in Kuba, ter še cela vrsta republik, ki ohranjajo sumničavost do religije, kot jo je imela nekdanja Sovjetska zveza. Stan države v Srednji Aziji, kjer so vlade načeloma sekularne in jih skrbi islamski radikalizem. To je bistvo. Torej, kot vidite, obstaja tudi verska država, tudi če nima določene religije. Naj dam primer. Skoraj božanski izvor dinastije Kim Jong-una. Zamenjali so religijo z kultom osebnosti. Ampak kaj je to v resnici? To je konfucijanski kult prednikov. Tisočletne kulture in religije so tako globoko zakoreninjene v zavesti, duši in zgodovini ljudi, da jih je zelo težko izkoreniniti. To pravim z določenim zadovoljstvom kot veren človek. Žal mi je za tiste, ki so v 19. stoletju govorili: z drobovjem zadnjega papeža bomo obesili zadnjega kralja. Kralji so vsi odšli, kvečjemu kdo še poje v Sanremu. Papež pa je še vedno tu. Torej, je še čas. Pravilno. Dotaknil si se bistva? Kot vidite, ja, tudi v državah, in potem bomo govorili o Kitajski, in potem bomo govorili o Vietnamu, torej tukaj govorimo o pravni situaciji. Seveda je v mnogih muslimanskih državah prepovedano, žal, prepovedano je biti ateist. Torej, izbrati si moraš eno izmed religij, knjige, ki jo lahko prakticiraš, z večjimi ali manjšimi omejitvami in večjo ali manjšo škodo tvoji verski svobodi ter prepovedjo prozelitizma, vendar ne moreš reči: jaz sem ateist. Na primer v Iranu. Pravzaprav, kot bomo kmalu govorili, naraščajoča ateizacija v muslimanskih državah je zaznana z neformalnimi anketami. Ampak uradno je prepovedano. Mislim, da tudi v republikanskih državah, kot je Egipt, pazi. Mimogrede, v mnogih od teh držav mora biti po ustavi predsednik, čeprav so republikanske države, musliman. S težavami, ki jih je imela družina Asad v Siriji, ker so bili alaviti. In za mnoge muslimane so alaviti že skoraj zunaj islama.
Ajatola Homeini je priznal alavite kot člane velike šiitske družine, torej kot člane islamske družine. Na nek način jih je legitimiziral. S tem je legitimiziral tudi sirski alavitski režim. Torej, če grem v Iran, moram vsaj reči, da sem pastafarijanec. Ne, izbrati si moš eno od religij knjige. In v mnogih državah je vera navedena na osebni izkaznici. V Evropi mislim, da je to samo v Grčiji, ki pa to navado, ki jo osebno menim, da je za Evropo zastarela, že opušča. V muslimanskih državah moraš biti ali musliman, kristjan, jud, zoroastrijec ali pripadnik katere od drugih manjših religij omenjenih v knjigi, v Koranu. To je bistvo. Skratka, če ni na meniju, ni upoštevano. Če ni na meniju, tega ne moreš naročiti. Poglejmo po tem uvodu naslednji diapozitiv. K četrti veliki sili sveta. Ta majhna država znotraj Rima, znotraj leoninskih zidov, ki se imenuje Vatikan. S trgom svetega Petra, vrtovi, muzeji, apostolskimi palačami. Tukaj je lep zemljevid. Ta zelo majhna država ima verjetno največjo gostoto umetniških del na kvadratni meter na svetu. Ker hočem reči, in ob strani so nekateri podatki o katoliški cerkvi, torej cerkveno osebje. Poglejte številke, da boste razumeli, kakšno težo imajo. Že slišim ugovor, ja, to so tisti, ki se izrekajo za katolike ali so kot taki zabeleženi, ker so bili krščeni. Potem v cerkev morda nikoli ne bodo stopili in tako naprej. K temu se bomo še vrnili. Imejte v mislih, da v krščanstvu, ko si enkrat krščen, si krščen. Doseči odkrst je izjemno težko. Obstaja birokratski postopek, jaz to počnem, to se da narediti, ampak je težko, je dolgotrajno. Pošleš pismo, iskreno, s prošnjo in tako naprej. Jaz sem to naredil. To je bilo v mojem obdobju, ko sem bil napol metalec. Zato sem to naredil v cerkvi 7 svetnikov v Livornu. Odgovorijo ti po 6 mesecih, ampak ja, tehnično lahko to narediš. Ker tega ne moreš, pravzaprav ti pošljejo pogrebnika, ki te poskuša prepričati, da tega ne narediš, ampak sem ga poslal nazaj k pošiljatelju. Tehnično se da narediti, je težko, je zapleteno, potrebuješ čas v tem smislu. Kaj je bistvo? Za krščanstvo velja, za kristjana, ne pravim katolik, je član katoliške cerkve, velja za kristjana. Kdorkoli sprejme Jezusa Kristusa kot svojega Gospoda in odrešenika, kdorkoli je krščen, in pozor, cerkve štejejo za veljaven krst, kdorkoli ga podeli, vsak krščenec ga podeli. Torej, v teoriji, v primeru skrajne nuje in potrebe, kar je prišlo prav med stalinističnimi preganjanji, v gulagih in podobno, lahko vsak krščenec krsti. Ni potreben duhovnik, torej jaz, kot krščenec, bi lahko krstil nekoga, ki me za to prosi, z vodo in ga poškropil. In luteranec lahko krsti, kalvinista, pentekostnika, torej kdorkoli je kristjan, lahko krsti. Ta krst je veljaven tudi za katoliško cerkev, če si kristjan. To je pravzaprav dogovor, ki ga sprejemajo vse cerkve. V delitvah. V 2000 letih so ga ukradli, dali so ga v red vitezov. Ali lahko vitez postane konj? No, ampak imenovanje za viteza zdaj kot velik oboževalec Igre prestolov je imenovanje za viteza prevzeto. Posveti se s prevzemanjem rituala krsta Birme. Vstopi v tisto globoko krščansko kulturno okolje, kateri krsti niso priznani kot veljavni. Po mnenju krščanskih cerkva, na primer krst nekaterih manjših skupin, kot so Jehovove priče, ker za Jehovove priče Kristus ni Bog. Na nek način je odrešenik, vendar ni Gospod. Torej, krst Jehovovih prič ni krščanski krst. Hvala. Krst pri binkoštnikih ali evangelikalcih pa je. In naš katoliški krst je za njih sprejemljiv, saj tako bi moralo biti. Zdaj, prosim za naslednji prosojnico. Govori o številkah, skratka tudi o cerkvenem osebju, ki je prava vojska.
Je vojska toliko bolj, ker je pomembna osebnost. Zgodovina cerkve Ignacij Lojolski si je izmislil red z vojaškimi čini, ki ima generala. Jezuiti. General jezuitov se imenuje Črni papež zaradi svoje moči. Pravzaprav je obstajalo pravilo v cerkvi, general jezuitov in papež. Jezuit nikoli ni smel postati papež in tak papež ne bi bil zaželen. Vemo, kdaj je to pravilo nastalo, manj v prejšnjem krogu zveni, a je podobno. Ampak zakaj? Za koga? Jezuiti so vojaki Kristusa, ki so se morali zoperstaviti naraščajoči protestantski reformaciji in evangelizirati nove kolonije, ki jih je Evropa ustvarjala po svetu. Zdaj jih je veliko. Obstaja moč katoliške cerkve, njena organizacija, dejstvo, da je strukturirana, in moč protestantov, vsaj ne zgodovinskih protestantskih cerkva, ki so zavile v zelo racionalistično smer. Moč novih protestantskih cerkva, tistih bolj karizmatičnih evangelikalcev, binkoštnikov in podobnih, je njihova bližina ljudem. Kar včasih v katoliškem svetu ni treba zanikati, morda nekoliko manjka, vendar si je cerkev s svojo organizacijsko sposobnostjo in doktrinarno strogostjo uspela zagotoviti 2000 let zgodovine. In premagati različne izzive. Saj danes pravimo, obstaja ateizacija sveta, ki ogroža katoliško cerkev. Obstaja islam, ki nas ogroža, kaj ne? Koliko politične propagande je zgrajene na islamski grožnji, ki po mojem mnenju v Evropi ne obstaja, resnično ne obstaja, niti demografsko ne, to bomo še videli. Pa vendar so bili v zgodovini cerkve trenutki, ko so resnično mislili, da bo katolicizem izginil, od barbarskih upadov naprej. Z barbari, ki so bili arijanski kristjani, do srednjeveške Evrope, kjer je bilo krščanstvo skrčeno praktično na karolinško cesarstvo in bizantinsko cesarstvo, z naraščajočo islamsko vojaško močjo, z komunizmom. Tako so se večkrat v zgodovini cerkve bali, da bi lahko izginila. Vedno se je soočila in premagala te izzive, kar ni samoumevno. Kot tako starodavne institucije na svetu imamo le še japonsko dinastijo. Imperialna dinastija, ki ima 1400 let, 1500 če že, ter britanska monarhija, ki obstaja od leta 1066. Kot pravim, četrta najstarejša institucija je festival Sanremo, potem se ne spomnim nobene druge. Ki je skoraj religija v Italiji. Ki je skoraj religija v Italiji. Torej, razumete, kakšen vpliv ima to na kulturo ljudi? Kritik bi lahko rekel, da je vpliv negativen. Vendar pa bodite pozorni, skozi stoletja, v tistem bolj zapletenem delu srednjeveške zgodovine, v tistih stoletjih, kjer imamo zelo malo pisanih verov, v 7. in 8. stoletju našega štetja, nočem si izmišljati, na splošno gledano tisti, ki so ohranjali klasično kulturo v samostanih, cerkveni svet, tisti, ki so se ukvarjali z vprašanjem socialnega nauka, vse to je imelo vpliv na zgodovino Zahoda. Ali je pravilno reči, da je bil pristop cerkve vedno sovražen do znanstvenega napredka? Ali je pravilno reči, da je samo protestantizem ustvaril kapitalizem, kot je rekel Max Weber? Ker potem Ferdinand Brodel vzame podatke in vidi, da so v trgovskih mestih 15. in 16. stoletje obstajali tako protestantski kot katoliški kapitalisti. Torej, cerkev ni bila vedno reakcionarna, nazadnjaška sila, povezana s preteklostjo. Cerkev postane reakcionarna s francosko revolucijo, ker jo prestraši jakobinizem. Torej, ideja o cerkvi kot nazadnjaški in antiznanstveni sili je nekaj, kar izhaja iz obdobja avtonomije. Ideja o cerkvi. Ne strinjam se, ravno prebral sem nekaj knjig, ki so približno izračunale, koliko je človeški napredek upočasnila religija. V redu, ja. Na ravni znanstvenih odkritij. Povem ti to šalo, ki bi jo povedal Woody Allen, reakcija za prave stvari.
Torej, to sem povedal že na začetku. Imam pristranskost glede te stvari, težko vam bom na splošno govoril slabo o verskem fenomenu in poskušam predstaviti pozitivne vidike. Naprimer, lov na čarovnice. Lov na čarovnice ni stvar srednjega veka, ker se je dogajal med 15. in 16. stoletjem, torej po koncu srednjega veka. Z vrhuncem v 17. stoletju. Ni stvar katoliškega sveta, ker se je dogajala predvsem v protestantskem svetu in je povezana z zgodovinskim obdobjem razcveta vraževerja. Mi v srednjem veku, v 11. in 13. stoletju, imamo škofe, cerkvene dostojanstvenike, duhovnike, ki pravijo, da so to neumnosti in vraževerja, ter pridigajo ljudem, naj ne verjamejo v čarovnice. Mučenje o zločinih in kaznih. 18. stoletje, da? Ne, pomoj ponaredkov, devica iz Ferija in tako naprej. Tole tukaj bi bila Utra Sabage, ki se ukvarja z moderno zgodovino in predvsem z zgodovino, pomagaj mi, verskega predanjanja. Lov na čarovnice pravi. Ja, te stvari. Zelo pretirani miti. Veliko stvari je bilo res prenesenih naprej, a so pretiravali s številkami, oblikami, metodami in tako naprej. Recimo, ko govorimo o zločinih in kaznih, Cesare Beccaria, tam pripisujemo kritiko mučenja. Razsvetljenstvo, kaj ne? Z razsvetljenstvom se začne govoriti, da je dovolj mučenja, inkvizicije. Pravzaprav imamo že teologe in pravne učenjake, srednjeveške duhovnike, kot je Alberico da Rosciate, moj rojak iz Bergama, ki v poznem srednjem veku začnejo govoriti, da med zaslišanjem ne smemo mučiti. Ker v trenutku, ko mučiš, si sadist, se zabavaš. To je hudič, ki vstopi vate. Obtoženec ima tudi pravice, mimogrede. Torej, pozor, zadeva je zapletena. Religije in katoliška cerkev niso samo nazadnjaške sile v zgodovini človeštva. To vam dajem kot spodbudo. Seveda so naredili gore svinjari in jih morda še vedno delajo. Ampak obstaja čudovit stavek Capereze, ki ga pogosto citirajo. Bog mi je dal možgale. Če jih ne bi uporabljal, bi ga s tem užalil. Nimam ničesar za dodati. Ta stavek Capereze je čudovit. Popolnoma smiselno, nimam ničesar za dodati. Torej, katoliška cerkev ima poleg države tudi svojo policijo in obveščevalno službo. K temu se bomo še vrnili. Eno od pomembnih finančnih ustanov je tudi IOR, Inštitut za verska dela. To ni banka, pravno gledano ni banka, je nekaj drugega, je hranilnik, ampak po mojih podatkih ni banka. Ni pod nadzorom Banke Italije, nima dovoljenja za bančno dejavnost, ne v Italiji, ne v Evropski uniji. Torej, pravno gledano, to ni banka. Imenuje se Inštitut za verska dela in ima resnično globalno prisotnost. Je posamezna veroizpoved z največjim številom pripadnikov, meri pa se z sunitskim islamom. Sunitski islam raste nekoliko hitreje. Tukaj imamo zemljevid Limesa, ki nam daje nekaj številk. Odstotek katolikov v različnih državah. Potem seveda, Mirko, prosim, da deliš te prosojnice, da jih damo na voljo in na koncu boste našli tudi izračune. Na naslednji prosojnici te prosim še za en zemljevid. Kje so katoliki? Ker nekdo pomisli na krščanstvo, katoliško cerkev, Evropa. Ja, Italija ima pomembno število katolikov, Španija, Poljska. Primerjajte to številom prebivalcev v teh državah. Nemčija, ki jo imamo v mislih kot zibelko protestantizma. Tudi v Veliki Britaniji ne gre za majhno številko. V Angliji celo prihaja do prehoda vernikov iz anglikanstva v katoliško cerkev. Ampak poglejte, Filipine. Poglejte Brazilijo, poglejte kljub pritisku evangeljskih cerkva, poglejte Mehiko in poglejte Združene države Amerike. Poglejte Združene države Amerike. Kjer verjamem, če se ne motim, so katoličani še vedno največja posamezna denominacija.
Če jih vzamemo skupaj, je protestantov več v Združenih državah. Ampak kot posamezna cerkev je največja, mislim, katoliška cerkev. Potem pa, mislim, Afrika ni slabo zastopana. Torej, začnete razumeti, da govorimo o instituciji, ki je hkrati tudi država, ki je tudi verska skupina in ki ima globalno prisotnost. Samo trenutek, zaprem okno, ker mi prihajajo zvoki iz ceste. Takoj se vrnem. Ja, medtem bom zapolnil čas in se malo poigral kot žongler. Tiste nevidne stvari. Opazite, da ima Poljska ima okoli 40 milijonov prebivalcev, 42, 43. Velika večina je katoličanov. Mimogrede ni bilo vedno tako. Ker če pomislimo na bitke med vitezi Tevtovska reda in Poljsko-Litovskim kraljestvom, v resnici niso bili kristjani. Tevtonski red jih je pokristjanjeval. Vsaj uradni izgovor je bil tak. Potem so ubrali svojo pot, kot se pogosto zgodi s temi redovi, ki začnejo z neko idejo, nato pa prevzamejo oblast in začnejo stremeti predvsem k sami oblasti. Kasneje pa so dejansko prevzeli osrednjo vlogo kristjanizatorjev za srednjo in vzhodno Evropo. Tako je. Zanimivo je videti, kako religija potem postane uporabna tudi za pridobivanje podpore, da ni težav. Zagotovo je ta pokristjanjevanje Poljske preprečilo, da bi še naprej nadlegovali tevtovski vitezi. Vojne med kristjani pa ne. Allora, torej, v resnici so tista območja v srednji in srednje-vzhodni Evropi. Zdaj Poljaki, če jim rečeš vzhodna Evropa, se razjezijo kot mungi. Srednja Evropa, torej recimo srednja in srednje-vzhodna, naj tako rečemo, so območja z najpoznejšo pokristjanitvijo v Evropi. Tam so bile še v 14. stoletju žarišča poganstva. Vendar pozor, pravzaprav sledovi poganstva in tradicionalnih kultov ostajajo po vsej Evropi. Pust. Ali niso to latinski Saturnali? Kaj je naredila katoliška cerkev? Razumela je, da ne more neposredno napasti poganstva, zato ga je prevzela. Tako določimo, da se Kristus rodi 25. decembra. Mitrov krog. Poganski prazniki plodnosti. Prevzamemo jih. Dovolimo ljudem tiste dni v letu, da se oblečejo v ženske, se napijajo, jedo, izživijo. Razumel je bistvo. Slovi, ki so značilne za poganstvo, klobuk v obliki ribje glave, ki so ga nosili duhovniki nekoč. Obstaja veliko stvari, ki so vzete tu in tam, ampak to je pametna metoda. Ker na koncu moraš absorbirati tisto, kar je bilo prej, in to preoblikovati, ne smeš iti v nasprotje. Ker to je najlažja metoda. Tudi Rimljani so uporabili to metodo, če pogledaš. Ja. Torej, kakšen vpliv je imel ta način razmišljanja na rimsko tehniko nadzora nad ljudstvi, da so jih preprosto vključili vase, ne da bi preveč prepovedovali stvari? Veliki jezuit Frančišek Saveri gre na Kitajsko, se obleče kot Kitajec, se nauči kitajščine, prevede katoliške in krščanske svete spise v kitajščino in to počne. Kako naj Kitajcem razložim Marijo, devico? Vzamem Guanyin, budistično boginjo dobrote, ki je prikazana kot dobra ženska, in podobo devajce položim čez Yinino podobo. To je potem bodhisattva, budistični svetnik, Avalokiteshvara iz Indije. Torej, tudi Kitajska te veliki imperiji usrkavajo. Veliki imperiji usrkavajo. Ne gredo dol, da bi izbrisali dediščino vsega, kar je bilo prej. Res je, gospod Putin, veliki imperiji imajo moč svoje civilizacije, ne bojijo se nikogar. To metodo so uporabili tudi na Japonskem, ni najbolje delovalo. Frančišek Saveri, ki je bil jezuit misionar, se ne spomnim, ali je bil italijanskega ali portugalskega rodu, in tako naprej, je prinesel krščansko vero na Japonsko. In zelo hitro se jih je spreobrnilo, 300 000, če ne bi bilo tega, da je Japonska imela to obsesijo,
da se zapre. In praktično so pobili so vse kristjane, tako da so ostali le skriti kristjani. Da, Kakure Kirišitan, tako so jih imenovali. Kakure Kirišitan, nekaj takega. In vseeno so uspeli preživeti znotraj, tako da še danes obstajajo, skratka. Ti mejni skupki, kasneje so to cerkev ponovno pridobili. Če ste gledali TV serijo Shogun, vidite, da obstaja obdobje pred združitvijo Japonske strani Tokugave širjenja krščanstva. Ker so s Tokugava ali Donobunaga, ne Donobunaga, prav Tokugava, tisti iz Tokugave, poskušali izkoreniniti, da zaprejo Japonsko pred krščanstvom, ker so se bali, da bi bila to peta kolona evropskega imperializma. Ima prav, v mnogih primerih ima prav. A ne? Veliko evropskih imperijev je pošiljalo misionarje kot predhodnico kulturnega odpiranja. Na to pa so vstopili še politično. Tevtonski vitezi so počeli obe stvari hkrati, tako je. Torej, zdaj, naslednji diapozitiv. Nekaj številk, nekaj demografije. Kristjani so skupaj najbolj razširjena in najštevilčnejša religija na svetu. Sledijo jim seveda islam. V to kategorijo bi morali spadati Kitajci, vendar pa na Kitajskem ljudje pogosto izjavijo drugače. Ampak to ni povsem točno. Lansko poletje sem bil v tem času v Šanghaju, obiskali smo najstarejši budistični tempelj v Šanghaju in bil je poln mladih, ki so molili. Mladi, ki so molili Budo. In jaz vprašam Budiča, ampak vi bi morali biti tukaj komunisti in tako naprej. Kako to, da vidim tempelj poln mladih? In ona mi je podobila stavek, na Kitajskem je religioznost, vendar je država uradno ateistična. Tako je. Ja, v redu, ampak zakaj vidim, da je na Kitajskem verska svoboda, vendar je država uradno ateistična? Ja, ampak prosil sem te, da mi razložiš tretjič, na Kitajskem je... Ustavi se, ne govori mi tistega, kar so ti rekli, da mi moš povedati. Povej mi, kaj ti misliš. Ja, v resnici veliko mladih moli, predvsem zaradi univerzitetnih izpitov, da bi jih opravili. Pri mladih se vrača religioznost. Kitajci in Japonci imajo na to zgodovino sinkretizma, konfucijanstvo kot življenjsko filozofijo, na katero se navezujejo ljudsko poganstvo, taoizem, budizem na Kitajskem. Na Japonskem je konfucijanstvo življenjska filozofija, poleg tega pa še šintoizem in budizem. Poroka poteka po šintoističnem obredu. Obredi prehoda iz mladosti in otroštva potekajo po šintoističnem obredu. Življenjski obredi in pogrebi pa po budističnem obredu. Trenutek za introspekcijo, za žalovanje je budističen. Torej tisti versko neopredeljeni. Ampak no, to so podatki Pew Research, ki je ugledna organizacija. Rast islama je zagotovo zelo pomembna, trdna, tudi krščanstvo raste, vendar počasneje. Katoliško krščanstvo in evangelikalno krščanstvo rasteta, vendar počasneje. Rasteta zaradi spreobrnitev in le v Afriki zaradi demografije. Islam raste zaradi demografije in v resnici zelo malo zaradi spreobrnitev, manj kot bi si mislili. Potem so tu še podatki, ki jih tukaj ne zajemamo. To pomeni, da v zgodovinskih deželah islama, torej v arabskih državah, Iranu in Turčiji, obstaja reakcija mladih na celo vrsto vsiljevanj, zato prihaja do pojava ateizacije. Še posebej v najbolj sekularni arabski državi, to je Tunizija. Zanimivo je, da je krščanstvo vedno imelo ta dela, tudi nekoliko skrita v tem smislu. Pridem tja, da ti pomagam, ker si v slabem položaju in tako naprej. In to uporabim tudi kot način, da si odprem vrata tudi za verski vpliv. Ne spomnim se velikih humanitarnih misij, ki bi jih izvajali muslimani, torej da bi uporabili to metodo kot
vstopna vrata, ne, v tem smislu. Potem je seveda, ker je to osredotočeno na Afriko in v Afriki demografija eksplodira, dovolj je, da pomislimo na Nigerijo, ki je imela v 70 letih 80 milijonov prebivalcev, zdaj jih ima 230, nekaj takega. Afrika je edina celina, kjer se prebivalstvo resnično povečuje. Drugje v Aziji vidite povečanje prebivalstva, vendar je to povečanje zgolj inercialno. Imaš veliko mladih, veliko žensk v rodni dobi in če vsaka od teh žensk rodi samo enega otroka, se prebivalstvo poveča, nato pa začne upadati. V vzhodni Aziji se prebivalstvo že zmanjšuje, v resnici na Kitajskem zelo radodarno prilagajajo popise, morda so dodali kakšnih 80 milijonov prebivalcev več, Kitajci imajo to navado, da prirejajo številke. V Indiji, Indija je ogromna, vendar Indijci zdaj rodijo le malo več otrok od stopnje zamenjave, tiste znane 2,1, in bodo padli pod stopnjo zamenjave. Ne smete gledati zaloge, gledati morate tok. Ne smete gledati krivulje, ampak odvod krivulje. V demografiji in statistiki se to dela tako. V Afriki ne, tam prebivalstvo raste in vseeno imajo otroke. Pravzaprav tudi tam, v 70 leta 6 do 8 otrok na žensko. Danes smo morda pri 5, ampak 5 je še vedno veliko. V državi kot je Nigerija, kjer je toliko mladih in toliko žensk v rodni dobi, si lahko misliš. Torej, od tod porast, tam vidiš porast islama, ni te legende, da bojo muslimani osvojili Evropo. Zakaj? Ker ja, v eni generaciji muslimanske ženske prevzamejo reproduktivne navade domačinov, v eni ali 2 generacijah. To je dobro vprašanje. O spreobrnitvi, torej o mnogih stvareh, načelih inovacije, ki vpliva na demografijo. Je to mogoče? Je to mogoče? Na to vprašanje nimam odgovora. Ampak, če je vprašanje, ali je mogoče, odgovor je da. Če odgovor ne vem, torej pa vprašanje. Morda je bolj stabilen, v smislu, da vidim neko stabilnost v krščanskem svetu, vsaj v zadnjih letih. Ja. V bistvu da. V bistvu da. Sostanzialmente sì. Potem pa pazi, religija se spet pojavi tam, kjer jo najmanj pričakuješ. Poglejte, na primer v ZSSR, kjer je bil uradni komunizem zelo represiven. Stalin je obiskoval versko šolo in semenišče ter je razmišljal v verskih okvirih. Militantna ateista sta bila Lenin in Trotski. Stalin je razmišljal v verskih okvirih. Stalin je vzel komunizem in ga spremenil v religijo. Da bi rekel, da je prebral še pravzaprav neki ruski komunistični dejavnik, četrta velika religija, ki je nastala kot druga cerkev. Pravzaprav je neki ruski komunistični teoretik dejal, da je komunizem četrta velika odrešenska religija, ki je nastala iz judovstva. Po liberalizmu, krščanstvu in islamu. Ena cerkev, ena doktrina, inkvizicija, KGB, templari, doktrinarna ortodoksija, izraz ortodoksija, kult osebnosti, kult mrtvih. Pogrebi komunističnih voditeljev so bili nekaj posebnega. Pogreb Toljatija. Obstaja film posnet, ne spomnim se katerega, zelo pomembnega italijanskega režiserja, o militantnih pogrebih komunistične partije, o pogrebu Toljatija. Mislim, da ga najdete tudi na YouTubu. Potem koreografije, kult Lenina. V ruskih domovih je kotiček za ikone. Vlada je spodbujala, naj ga imenujejo Leninov kotiček z sliko Lenina. In tako si imel sliko kazanske črne device in Lenina skupaj, s prižgano svečko pred njima. Torej, vera ostane, ker je to način razmišljanja. Velik strokovnjak za zgodovino religiji Julien Ries in je na valu Mirce Eliadeja, ki je tisti, ki je izumil antropologijo religije, je trdil, da je religioznost prirojena človeku. Torej, v trenutku, ko primat se stopi z drevesa in pogleda v nebo ter primerja svojo smrtnostno končnost z neskončnostjo kozmosa, se v tistem trenutku rodi religiozni pojav. Torej ga celo pripisuje primatom, prvim človekovim prednikom. Zagotovo si vsi zastavljamo vprašanje, kaj za vraga sploh počnemo tukaj. Točno tako. In to je prvo vprašanje, ki si ga postaviš. Jaz osebno sem vedno iskal.
Torej, ko ne znaš nečesa razložiti, se nikoli nisem recimo skril v to je bil nekdo, on je to ustvaril, torej preprosto trenutno tega ne znamo razložiti. Recimo, vedno sem imel znanstveni v tem smislu. Tega ne moremo razložiti. To ne pomeni, da si moram izmisliti še en razlog, ki ga je še težje upravičiti. Antonijo Stigli, ali lahko papeževo potovanje na Poljsko v tem tednu štejemo za simbolični začetek konca sovjetske prevlade v vzhodni Evropi? Poglej, preden odgovorim na to, sem si tole prav pripravil tukaj. Poglej, imam prav fotografijo Leha Valense v ladjedelnicah v Leninu, kjer bo prejel podporo papeža Vojtile. Pred tem se zahvaljujem sponzorju. Spominjam vas, da je ta prenos v živo sponzoriran strani Inconija. Predvidevam, da tudi vi, tako kot jaz, nenehno dobivate te preklete telefonske klice, ki vas kličejo na vsakem koraku in sploh ne veste, kako ste pristali na njihovih seznamih. No, vedite, vsakič, ko ste se registrirali na kakšni spletni strani ali brezplačni storitvi, v narekovajih, če je bilo brezplačno, to pomeni, da ste bili v resnici izdelek vi. Torej, kaj počne Inconi? Inconi je v bistvu storitev, ki za vas posreduje pri posrednikih podatkov glede vaših podatkov. Torej, gre do njih, jih prosi, naj jih odstranijo, seveda pri nekaterih traja dlje, pri drugih manj in tako naprej. Kakšen je cilj? Cilj je zmanjšati količino informacij, ki jih puščate v obtoku na spletu. To pomaga ne le preprečiti, da bi bili vaši podatki preprodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjšati količino spama, neželenih e-poštnih sporočil, telefonskih klicev in podobnih stvari. Torej, Inconi je storitev, ki je namenjena prav odstranjevanju teh podatkov. Manj podatkov na spletu pomeni manj možnosti za profiliranje, pa tudi manj možnosti za ciljno usmerjene napade, kot so phishing, prevarantska e-pošta in podobne stvari. Inconi, za razliko od drugih, ne preprodaja vaših podatkov, prav nasprotno. Uporablja jih izključno v vašo korist. Stane malo, pravzaprav zelo malo, ker če uporabite mojo kodo, dobite 60% popusta. Poleg tega ga lahko kadarkoli prekličete, zato ni nič vsiljivega. In poleg tega rešite moje in vaše težave. Zapomnite si, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti. In vedno dodam svoj priljubljeni stavek. Kakšno vrednost dajete svojemu času? Nekateri prijatelji so to že naredili, tudi ljudje, ki so morda opravljali ročna dela in vsakič bi moral se stopiti z lestve, medtem ko delaš nekaj, da bi sprejel prekleti telefonski klic, to je ves čas, ki ga pridobiš. In poleg tega podpirate to, kar počnemo z predsednikom, s Kapitinijem, z Lanzaro in vsemi ostalimi. To nam omogoča, smo neodvisni in rečemo, kar nam paše. Brez da bi se morali zagovarjati, moj bog, ali je ta video v redu, ali ni v redu, ali je tema zelo spremljana, ali pa ni zelo spremljana. To na primer omogoča, da delamo v živo o Južni Ameriki, medtem ko bi morda drugi youtuberji raje ne govorili o manjšinskih temah ali tistih z manj spremljevalci, ker ne prinašajo mega klikov. Sponzorji služijo tudi temu in tudi oglaševanju. Zato jih ne glejte z zaničevanjem, saj nam omogočajo, da se ukvarjamo z manjšimi temami, ne da bi nas skrbela recimo komercialna vrednost stvari. Tukaj smo. Nekdo v klepetu je omenil, da je film o pogrebu Togliatija delo italijanskih bratov. Prav imate. Sovražim, da me ujamejo nepripravljenega glede filma. Res je. Hvala za opozorilo. Film je I Sovversivi, dal sem povezavo v klepet, lahko si ga ogledate na YouTubu. Dva velikana našega filma, brata Taviani, Italijana. Zakaj mi pravijo predsednik? Dve razlagi. Ena je recimo precej etimološka, skoraj eziološka. In sicer, zakaj sem običajno elegantno oblečen? Ker se povezujem z uradom. Pravzaprav je pravi razlog ta, da sem prve povezave delal z zelo slabo povezavo. Pogosto sem zmrznil kot Andreotti na Kanalu 5 z voditeljem, ki je govoril predsednik in nato obujal prizor. Torej vidi. Obstaja tudi zgodovina kanalov, ne? Kako nastanejo, naprimer, zakaj se Marco Bussi imenuje The Man in the Low Closet. Ker je on delal prenose v živo ob 3 ali 4 uri zjutraj, smo se tam srečevali in seveda, da ne bi motil družine, se je praktično zaprl v kopalnico, jaz se ne spomnim, v nekakšno preklemano shrambo ob 3 ali 4 uri zjutraj. Zato je The Man in the Low Closet. Točno tako, točno tako.
Torej, prosim te za naslednji diapozitiv. Saj veste, imam slabost za knjige. Kaj hočete od mene? Pravzaprav ne, papež Vojtila, pred knjigami. Verjetno Vojtila, vse so to primeri prave aktivne geopolitike in tako dalje. Ne? Bil je tudi poseben papež, recimo v posebnem obdobju, zato si je dovolil narediti tudi nekatere kompromise, ki jih drugi ne bi storili. Hodil je smučat, skratka, vemo, bil je precej takšen. Zagotovo ima dejanja, ki jih je naredil Vojtila, velik pomen za gibanje Solidarnost na Poljskem. Leta 2020 so praznovali 40 let. Podpiral je in pošiljal tudi različna pisma naokoli, ne samo leč v Valenciji, tukaj zunaj pred ladjedelnicami v Gdansku in tako naprej. Poslal je tudi pismo Brežnjevu, v katerem je zagovarjal poljsko suverenost. En papež, torej pontifik, je pisal voditelju Sovjetske zveze. Predstavljate si danes kaj takega? Kaj bi se govorilo? Političen papež, papež, ki se vmešava v politiko, ne, to je bilo mogoče značilno za kavaljereja, ampak se razumete, kaj mislim. Zanimivo je videti, da je imel velik vpliv. Seveda se je močno opiral na poljsko krščanstvo, ki je bilo za takšno podporo posebej dovzetno in podobno. Kasneje se je izvedelo, da je bila poljska cerkev v naslednjih letih financirana tudi iz tujine. Takoj, ko je padel sovjetski blok, je bilo veliko stvari takoj vrnjenih. Enako v Romuniji. V Romuniji v času Ceausescuja ni bilo mogoče javno izvajati vere. To so počeli zasebno, lokalno, še vedno so obstajali duhovniki. In kako se je situacija razrešila? Praktično vse je znova oživelo. Torej, to pomeni, da je obstajalo podtalno gibanje, ki je bilo zelo dejavno. Da, vpliv te stvari, ki je vsem znana, in hvala Mirko, da si to omenil. Vidim dve vprašanji, ki ju vzamem iz klepeta, če si lahko dovolim, da to storim. Leonardo Drago nam pravi, Drago 893, dober večer. Na Severnem Irskem bodo katoličani kmalu presedli protestante, ali bi to lahko pripeljalo do irske združitve? Da, demografija katoličanov je bolj dinamična kot protestantska. Lahko bi, odgovor je pritrdilen, lahko bi, vendar čez zelo dolgo časa. In vseeno menim, da ni nemogoče, ampak malo verjetno. Ker so sporazumi Velikega petka res zelo krhko ravnotežje, na katerem temelji mir na tem območju. Zato previdno. Območje, ki postaja bogato, saj je zaradi sporazumov z Evropsko unijo to vrata Združenega kraljestva za trgovanje s tem območjem ali neposredno. Po kopnem, brez ovir in podobno. Torej bo morda blaginja za mir tam naredila več kot vse drugo. Bomo videli. Imam še eno vprašanje, ki ga želim izpostaviti, ker je zanimivo vprašanje. Grem jo poiskat, financiranja. In o argentinskih izginulih. Pravzaprav se je za to zanimala, so bili v cerkvi tudi nekoliko bolj reakcionarni krogi, ki so bili bližje vojaškim huntam. So bili v cerkvi tudi bolj progresivni krogi, ki so bili bližje prebivalstvu in predvsem žrtvam diktature. Torej so se nekateri deli cerkve zanimali za te dogodke. Upoštevajte, da je največje nasprotovanje med katoliško cerkvijo in proameriškimi vojaškimi diktaturami doseglo vrhunec v Srednji Ameriki, ne v Južni Ameriki. Z umorom monsignorja Romera, nadškofa Romera, ki so ga nikaragovski kontrasi ubili prav v cerkvi med mašo. Torej, tam vidite, da je bilo nasprotovanje največje, kar dokazuje tudi celotna operacija CIA za širjenje in podporo protestantskim cerkvam v Latinski Ameriki. Torej, imaš Združene države Amerike, ki so zaradi priseljevanja Latinoameričanov vedno bolj katoliške. In zaradi prehajanja določenih tradicionalnih protestantskih sektorjev v katoliško cerkev, pojav veins, če želite razumeti, in imaš Latinsko Ameriko, ki je vedno bolj protestantska.
Zaradi širjenja proameriških in proizraelskih evangelijskih gibanj, seveda. Torej so v resnici te trenja in te razpoke obstajale kako? Ne, predvsem v Argentini. Čeprav je imel ves latinskoameriški jezuitski svet ne najboljše odnose s huntami. Papež Frančišek je v mladosti deloval v nekem gibanju. Železna garda, levičarski peronisti, torej ne komunisti, so bili blizu Peronu. Zakaj ne papež komunist, ne, ampak levičarski peronist, železna garda in ves jezuitski svet, skratka je koketiral tudi z revolucionarji. Fidel Castro je študiral pri jezuitih, na primer, in potem je tu še cela tema teologije osvoboditve. Ampak tukaj prepuščam strokovnjakom za Latinsko Ameriko, Mirka, teologiji osvoboditve. Vprašal bom, glej, Diega Batisteso, če morda želi narediti prenos v živo o moči religije ali pa krščanstva v Južni Ameriki. Tukaj vprašam tudi papeže, ampak želim govoriti na ravni jubileja, državnim tajnikom Vatikana, Casaroliju, jaz bi dodal tudi Zupija, glede na to, kar počne zdaj, čeprav je kardinal. Prišli bomo tudi do Ukrajine, seveda je prišlo do ogromne spremembe med enim in drugim papežem med vojno v Ukrajini, tudi glede stališč, odločnosti in izjav. Tukaj vidite razliko. Poljski papež ne more biti proruski. Čeprav Vojtila ni bil rusofob, kot so nam ga predstavljali, je razglasil svetnika Cirila in Metoda za sozavetnika Evrope. Skupaj s svetim Benediktom, ker je zelo gledal proti vzhodu in ni imel slabih odnosov s pravoslavnimi cerkvami. Papež Frančišek, skratka jezuit iz Latinske Amerike, ki je doživel argentinsko diktaturo in podobno, ne moreš pričakovati, da bo proameriški. Od tega papeža ne moreš pričakovati, da bo proti antiamerikanizmu. Občutljivost do Ukrajine je drugačna, tudi zato, ker imaš v Ukrajini uniatsko katoliško cerkev, ki je trdnjava neodvisnosti in ukrajinske identitete. Jasno. Že od časov prvega ukrajinskega nacionalizma v 19. stoletju, kaj ne? Torej, seveda, različne občutljivosti. Vsak papež s seboj prinese tudi lastne izkušnje, svojo kulturo in zgodovino. Zdaj bomo prišli do organizacije Vatikana. Dal vam bom nekaj gradiva za branje. Na to vprašanje bom odgovoril s priporočili za branje. Za tiste, ki berejo francosko, vendar obstaja tudi prevod v italijanščino, Arretont le catholique. To je čudovita jedrnata knjiga, ki razlaga katolicizem kot doktrino, kot organizacijo, vse. Kako deluje cerkev. To je glavno ime, pri katerem je smiselno začeti z branjem. Dve lepi knjigi o stari zgodovini krščanstva, ki ni samo Evropa. Izgubljena zgodovina krščanstva, zlato tisočletje cerkve, Bližnji vzhod, Afrika in Azija. In izvori krščanstva, vodnik Romano Pena. To je stvar 12 apostolov, obsedenost z 12 in tako naprej, ki sega celo v epopejo o Gilgamešu. Točno tako. In iz časa, ko se uporablja takšno številko ali ideja, da smo ustvarjeni iz blata, to je epopeja o Gilgamešu. Stara tradicija, točno tako, točno tako. Število 12 apostolov, ki ostane tudi po Judovem izdajstvu, ker je sveti Pavel štet kot apostol. Pavel iz Tarza. Torej, številka 12, ki je temeljna, Izgubljena zgodovina krščanstva, lepa knjiga, in Izvori krščanstva, ki je nekako temeljno zgodovinsko besedilo na tem področju. In zdaj preidimo k bolj razburljivim knjigam, ker ste me to vprašali. IOR, Roberto Calvi, Banco Ambrosiano, Financiranje solidarnosti prek IOR. Marči, želiš kavo? Ne. Ne, sem že vzel. Torej, odnosi med Združenimi državami in Vatikanom. Dva imperija, kot smo rekli, kaj ne? Massimo Franco za založbo Saggiatore predlaga to knjigo, Vzporedni imperiji. Priporočil sem jo že v več drugih oddajah, na drugih kanalih. To je knjiga o diplomaciji, diplomatski zgodovini med Vatikanom in Združenimi državami. Tudi tukaj, ker pravi, da je Zahod enoten blok nasproti preostanku sveta, kaj ne? Pripoved Zahod proti ostalim.
neumnosti. Do Reagana in papeža Wojtyle ni bilo diplomatskih odnosov na ravni veleposlaništev. Se pravi, v Združenih državah ni bilo nuncija. Bil je osebni predstavnik papeža, ne svetega sedeža, ne državne organizacije pri predsedstvu Združenih držav Amerike. Torej, od osebe do osebe. Razumete? In Reagan je povzdignil odnos med državama na diplomatsko raven, veleposlaništev. Pozor, zakaj? Ker so Združene države, država, ki jo je ustanovil protestantski milenarizem, papisti nam niso všeč. Ste videli film Mississippi Burning? Ali tolpe New Yorka, Tolpe New Yorka, preteti, mrtvi na ulici. ki jih ni maral, jih je imenoval papisti. Irci. Kaj v filmu Mississippi Burning reče vodja Ku Klux Klana? Mi smo združenje protestantov juga. Ne želimo črncev, ker smo bili ustvarjeni drugače. Ne želimo judov, ker zavračajo Kristusa. Ne želimo papistov, ker klečijo pred turim državnim poglavarjem. Razumete? Združene države Amerike so imele dva katoliška predsednika, Bidena in Kennedyja. Tudi v volilni kampanji? Mislim, bila je takšna klima. Tukaj je zanimiv del, ker pravijo Nuremberg. Res je, da so Američani šli poslušati, tudi Angleži, v Nurembergu, kaj si je papež mislil o takšnem procesu, zločinih proti človeštvu. Skoraj so želeli rešitev. Do stikov je prišlo. Bral sem zgodovinarje tistega obdobja, ki pravijo, da film to precej napihuje. To res precej napihuje, vendar so zagotovo iskali, ja. Ne pravim, da so iskali rešitev, ampak vsaj neko podporo, v tem smislu. Zanimivo je tudi videti odnose, ki jih je imela nacistična Nemčija do cerkve. Nemčija se je hotela postaviti na mesto cerkve. Poganska simbolika, ki so jo prevzemali, mešanica vsega od nordijskih kultov do tevtonskega kulta. Dovolj je pogledati nekatere parade, kjer so celo prevzemali tevtonske simbole in podobno. In pravzaprav je to zelo strašilo papeža, ta smer, ki jo je Nemčija obrala, glede cerkve, glede katoličanov. Zelo ga je bilo strah. Tako zelo, da papež nikoli ni izrekel izobčenja nacizma, ker je razmišljal, vemo, kaj počnejo Judom, ali jim ne bi nikoli padlo na pamet, da bi to storili tudi katoličanom, če bi šli v neposredno nasprotovanje. Torej, ja, ni bilo idile. Pravzaprav je imel nacistični režim ta kult poganstva, krvi, rase, proti kateremu se je cerkev vedno izrekala. Rasizem ne more pripadati in glede tega so papeži vedno jasni. Cerkvi, ki se imenuje katoliška, za ves svet, za celoto. Kaj ne? Paradoksalno je bila največja dvoumnost med ameriško državljansko vojno, ko je Vatikan podpiral konfederate, ker odnosi z Združenimi državami niso bili dobri. Tako je simpatija, če že ne ravno podpora Vatikana, šla južnim državam in secesionistom. Torej, vidite te dvomnosti, ker nisi samo verska organizacija, si tudi država. Tako je, ta dvojna vloga, ta dvojna kapa vedno prisotna. Poglej, sprašujejo, ali Hitler ni določil nekega vidika. Da, je določil. Franz von Papen s Pacelijem leta 1933. Ampak bolj je šlo za to. Mi vam pustimo, da opravljate svoje verske zadeve, vi se ne vmešavate v politiko. Kar pa je bilo drugače v Italiji, kjer je bil dogovor pravzaprav političen, poleg tega pa tudi finančen. Tako, je tudi res, da pa... Ampak to je bilo vseeno v začetnem obdobju. Mussolini je človek previdnosti. Providenca, tisti, ki je bil proti duhovnikom, socialist, Mussolini, ateist, torej celo svoje življenje, razen morda v zadnjih fazah, postane človek previdnosti. Ker sklene konkordat, ker je ovira proti komunizmu, ki je bil veliki strah.
In celo cerkev ni rekla nič, ko je režim predvsem pa ukinil katoliška združenja, mladinska, skavte, stranke. Pravzaprav Don Sturzo pošljemo v Ameriko, torej ga odstranimo. Torej, odnosi s fašizmom so bili zagotovo boljši, to je treba povedati. Država ima tudi tajne službe, kaj ne? In Vatikan ima izvrstne tajne službe, saj ima finančne vire in diplomatske urade po vsem svetu, ki morajo redno in sistematično poročati o svoji državi, o gospodarstvu, demografiji, politiki, še tako obrobne afriške države. Torej, ni le ta diplomatska obveščevalna služba, ampak obstajajo tudi prave tajne službe, tako skrivne, da nimajo niti imena, niti uradne organizacijske sheme, kolikor vemo. Prava tajna služba je pač skrivna, kaj ne? Entiteta. Sodalitium pianum. Obstajale so obveščevalne organizacije, ki so bile uradno ukinjene, vendar nikoli povsem izginile. Tudi z izkoriščanjem mednarodnih zakonov. Ker so člani cerkve ali nevladnih organizacij, imajo veliko večjo sposobnost gibanja kot drugi. Niso ustavljeni, niso nadzorovani, nihče jim ponovno ne preverja kovčkov in podobnih stvari. Skoraj diplomatski v tem smislu. Tako so se zagotovo lahko gibali po različnih kotičkih in pogosto so informacije potovale prek predstavnikov cerkve, tudi v različnih državah, kjer je nekaj izbruhnilo in tako naprej. Torej, če vas te zadeve zanimajo, bi jaz na vašem mestu prebral to knjigo Erika Fratinja. Tudi zato, ker je knjig na to temo o vatikanski obveščevalni službi zelo malo. In od teh nekaj jih je veliko senzacionalističnih. Se pravi, hitro zaidejo k reptilijancem, teorijam zarote ali Da Vinčijevi šifri. To je resna knjiga o eni najbolj skrivnostnih obveščevalnih služb na svetu. Zakaj? Citiram Alda Giannulija. Tajna služba, kadar dobro opravlja svoje delo, o njej ne bereš v časopisih. To dokazuje, da italijanske tajne službe delujejo bolje kot francoske, angleške ali ameriške. Aldo Giannulli, strokovnjak za strategijo napetosti, o Marcinkusu, o Calviju, Banco Ambrosiano, Sindona. Bil je v komisiji Stagi, skupaj z Verificare. Bil je v komisiji Stagi. Vedno me spravi v smeh, ko tukaj pripoveduje anekdoto, da je poslal knjigo Andreottiju pismo, kaj ne? In potem mu je Andreotti odgovoril: Lejte, ker vi mislite, da smo bili na nasprotnih straneh barikade, bom za to knjigo prebral. Se pravi, Andreotti ti je odgovarjal in ti ni odgovarjal, a ne? To je bil njegov način, tipičen za Andreottijeve pripombe, kaj ne? Po Aldovem mnenju je bil on na nasprotni strani barikade. Po mnenju Andreottija pa, glede na to, kar praviš, misli, da smo bili na nasprotnih straneh barikade. Torej ne pove, na kateri strani je bil. Točno tako. Halo, točno tako. Drug svet, druge obveščevalne službe, druge kulture, drugi liki. Tako, Aldo je s svojim delom arhivista in svetovalca komisije Stagi odkril prikrito tajno službo, ki je delovala. Imela je svoje politične referente, njen glavni politični referent pa je bil Giulio Andreotti. Ta tajna služba prepleta svoje zgodbe ne le s primerom Moro, ampak tudi s celo vrsto drugih italijanskih skrivnosti, povezanih z obdobjem strategije napetosti. Ta znana služba in torej tudi z dogodki očeta Cuce, zelo pomembnega moža milanske cerkve. Povezan s temi vmesnimi svetovi, kjer se italijanska prikrita obveščevalna služba prepleta z okolji krščanske demokracije, finančnimi krogi in vatikanskimi krogi. Torej, to knjigo sem spoznal jaz, Alda sem spoznal veliko kasneje, ampak v smislu zahvaljujoč Marku Travagliju. Marko Travaglju, govorimo o
12-14 let nazaj. Naredil je prispevek, kjer je pripovedoval bran Aldu Džanoliju o tem, da je on našel te fascikle z dokumenti v eni omari In zaradi tega so ga poskušali kamenjati. Prav zato, ker je našel nekaj, kar verjetno ne bi smelo priti na dan. Tako da je to prvič, da sem slišal za Alda iz prispevka Marka Travalja. Ne bi smelo priti na dan, ali pa bi morda moralo, časi so bili zreli. In Aldo je bil dobro usmerjen, potem pa je znal te dokumente prebrati in preučiti. Tako da vam na vaše vprašanja o vročih temah dam resno četivo. Ker ko govorimo o teh temah, fantje, je zelo hitro in že smo pri kodi Da Vincija. Tako se lahko zabavate, če imate radi skrivnosti, tudi ob branju resnih knjig. Podpora operaciji Gladio in nato komunistična invazija. Torej, ni tako, da bi Vatikan rekel, obstaja operacija, ki se imenuje operacija Gladio, jaz jo podpiram. Obstajale so mreže Stay Behind, operacija CIA, ko je bila ta zaključena, so kmalu začeli z drugo, nato pa z razlikovanjem ali s sprostitvijo in doktrino fleksibilnega odziva. Vatikan je skoraj zagotovo, pravzaprav zagotovo vedel, da obstajajo mreže Stay Behind. Vendar ni tako, da bi Američani rekli, Vatikan nas podpira, zato to naredimo. Ne, to je bila ameriška operacija po vsej Evropi, Vatikan je zato vedel, zagotovo mu ni bilo neprijetno, da so obstajale protikomunistične odporniške mreže na evropski celini, kako bi mu bilo lahko neprijetno. Tako je. Torej, ker je bil Andreotti v ozadju državnega udara gozdarjev, ameriški klic, ki vse ustavi in tako naprej, Charlie Prince. Deli, skratka Stay Behind, se prepletajo prav z znano službo. Torej, prideš do Vatikana, torej ponavljam, spodaj so viri, po mojem mnenju, če so vam te teme všeč, so to knjige, ki jih morate prebrati. Zadnja dva diapozitiva. Kakšna je prihodnost verskega pojava? To, kar smo prej govorili, na eni strani imaš območja, kjer prihaja do ateizacije. Paradoksalno so to območja sveta, kjer je religija najmanj močna. Paradoksalno so to območja, kjer sta blaginja in socialni razvoj na najvišji ravni. Da, to je dejavnik, vendar imaš tam tudi racionalistične odklone, dele protestantskega sveta, kjer ti zato daje manj odgovorov na velika življenjska vprašanja. Pravijo, da v jarkih in padajočih letalih ni ateistov, kaj ne? Torej, na Kitajskem vidimo vrnitev. Z družbenega vidika vidimo, da so države, kjer je večji razvoj, kjer ljudje živijo bolje, kjer je več socialne blaginje, več izobraževanja in podobno, tiste, ki so bolj ateistične. Torej, obstaja povezava med tem, koliko nekdo verjame ali ne verjame, glede na blaginjo in družbo, ki jo ima. Ja, to je zagotovo dejavnik, ampak ponavljam, obstaja tudi dejavnik, koliko ti lahko da odgovor na tvoje vprašanja. Po drugi strani pa, naslednji diapozitiv, zadnji nocoj, poglejte v muslimanskih državah, ki jih povezujemo za zaostalostjo, verskim fanatizmom in podobno, kako narašča odstotek nevernikov. Kjer je prisila, ljudje bežijo. Če mi vsiljuješ ateizem, kot v nekaterih komunističnih državah, pride do vrnitve k religiji. Če mi vsiljuješ določen pogled na islam, pride do bega pred tako jasno in togo prisilo. Torej, kaj si lahko iz tega odnesemo? Da religija zmaga tam, kjer ni vsiljena, kjer je izbira, kjer ni družbena konvencija, in kjer ti daje odgovore. Današnji človek ima na koncu vprašanja. Kam gremo? Od kod prihajamo? Kdo smo? Tista slavna uvodna špica. Religija naj bo kot demokracija, ne more ti biti vsiljena od zgoraj. Da, drugače je to zanikanje. Vsiličena demokracija ni demokracija, če hočeš, ne? Vsiljena od zgoraj itd.
Ista stvar, to je tista reč, to je opica življenarija, ne? ki zavzame pokončen položaj in vidi nebo. To je sporočilo, ki ga lahko odnesemo domov z tega večera. Religiozni pojav se spreminja, vendar vztraja, ker je morda po teorijah antropologov človekovi naravi lasten, z drugo platjo človeka. Zdi se, da je sčasoma trend v smeri nereligioznosti. Čim več časa mine, tem bolj bodo te krivulje naraščale. Morda. Potem se stvari spremenijo, konflikti običajno veliko hitreje pripeljejo do tega, da ljudje začnejo verjeti v nekaj. Pravzaprav, ponavljam, od leta 1991, po padcu komunističnih režimov, je bil statistično gledano velik povratek k religiji. V tisti zgodovinski fazi. Ponavljam, odvisno je od zgodovinskih faz. Odvisno je od zgodovinskih faz. Ampak tam je vedno prisoten fenomen prisile. Tam so bili prisiljeni, da niso smeli. Logično. Kjer je bilo nič, nenadoma pride religija. Zdaj pa lahko nekaj narediš ali ne narediš, lahko si ali nisi, stvari se spreminjajo se radikalno. Zdi se, da je to splošni trend. To je prav ta fenomen prisile. Ti me prisileš, da ne smem piti, zato pa jaz iz kljubovanja se k temu spet vrnem. Točno tako. Tisti pojav, ki je tudi malo jeze, maščevanja in tako naprej, se potem počasi umiri. Se umirja, ampak potem je še ena stvar. Ponavljam, vprašanja. Torej, Ernesto De Martino, eden največjih italijanskih antropologov, smrt in ritualno žalovanje. Magične prakse, hvala. V širšem smislu tudi verske prakse, on je bil marksist, zato so razširjene v trenutkih, ko nimaš občutka, da imaš nadzor nad svojim življenjem in poskušaš ta nadzor ponovno pridobiti. Da, Mirko, v zahodnoevropskih državah poteka ateizacija. Ampak poglej, koliko ljudi bere horoskop ali koliko je neformaliziranih oblik duhovnosti. Ja, ne. Zato obstaja in bo vedno obstajalo povpraševanje, ker človek nikoli nima popolnega nadzora nad lastnim obstojem. Res je tudi to, kar pravi Winter, torej, da se oddaljujemo morda od bolj, recimo, ustaljenih, trdnih religij z zgodovino. Vendar pa se pojavljajo scientologija in še veliko drugih stvari. Morda bolj razdrobljene, bolj raznolike, temelječe na New Ageu, temelječe na različnih verskih gibanjih. Ali pa na nekega tipa, ki naj bi prišel sem z vesoljsko ladjo, ne? No, tisti iz scientologije. Cezar Ksenu. Zdi se kot slabo napisan roman kakšnega tretjerazrednega igralca. Ron Hubbard je avtor znanstveno-fantastičnih romanov. Ron Hubbard, točno, ustanovitelj scientologije. Ne, poglej, zgodovinska obdobja, ki jih povezujemo s triumfom racionalnosti in znanosti, so tudi obdobja magije kot reakcije. Tako imenovana renesansa, ki je prehod med srednjim vekom in moderno dobo, je bila doba čarovnikov. Od Pica della Mirandole, ki se je zanimal za kabalo, do Johna Deeja, ki je bil pravzaprav čarovnik, a ne? Doba razsvetljenstva, si predstavljaj, racionalnost, triumf znanosti je bila doba širjenja sekt. To je bilo obdobje grofa Cagliostra, če se ne motim. Tudi Newton je bil nekdo, ki ga je to zanimalo. Tudi za vzporedne družbe, torej prostozidarske lože in tako naprej, kot alternativo. Torej, obdobja, ki so navidezno racionalistična. Danes živimo v dobi umetne inteligence, polprevodnikov in scientologov. Kalifornija. Kozmični. Lahko govorimo tudi o kultu tehnologije, kajti tudi to postaja kult. Zmeda, ki se dogaja med Fedorovom, Sirskim in ostalimi, je zato, ker tisti vseeno prevzame veliko iz šole, v narekovajih iz Silicijeve doline, kjer naj bi se praktično vsi človeški problemi rešili z umetno inteligenco, tehnologijo, povezavo na internet itd. Tudi to postale dogmatična vizija, po kateri je to zdravilo za vse. Točno tako. Torej, bistvo je, kako najti odgovor na to vprašanje. Vendar ima človek vseeno vprašanje o fenomenu, o religioznosti.
Zdaj iščem, rad bi vam to dal v klepet, nisem pomislil, da bi to vključil med vire knjig, ampak po mojem mnenju si zasluži, ker sem jo omenil in večkrat omenil, Julija Ri, lahko preberete vsa njena besedila, dal vam bom v klepet, dal vam bom eno. Skratka, zanimivo, sveto je neizogibno in potem vam morda dodam še Ernesta de Martina. Ritualno jokanje, izšla bo izdaja, ker je to klasika, tukaj je Smrt in ritualno jokanje. Od pogrebnega žalovanja do Marijinega joka. Oba vam bom dal klepet. Sprašujejo tudi, kje jih najti. Povem vam, včasih knjig, ki jih ni lahko najti, poiščite na eBayu, na Subito IT, poiščite rabljene, jaz včasih iščem čudne stvari. Torej. Poglejte, dal sem vam jih v klepet, tam je De Martino. Evo, lahko bi vam dal tudi magični svet, prilepam vam jih še z ips, da jih lahko naročite. To je antropologija religij. Torej, od tu... Lahko bi bilo, posebna tema, v smislu, da tukaj govorimo o religiji in religiji. Ampak ni tako, da med nacizmom niso poskušali ustvariti druge religije. Vedno je bil prisoten del o okultizmu v nemškem svetu. Bilo je ogromno odprave v Nepal, da bi našli, kaj je bilo to. Agartila Galatea, podzemno kraljestvo. Torej, če ni tiste religije tam, si moraš ustvariti nekaj mističnega. Sam si moraš to ustvariti. Točno tako. Morda še bolj noro, še bolj absurdno, osnovano na še manj in tako naprej. Zanimivo je, da moraš eno stvar nadomestiti z drugo, brez tega preprosto ne gre. Komunizem, ki postane religija, kult osebnosti, poveličevanje ljudi na oblasti, ki izhajajo iz tega, tudi kralji so se na to sklicevali, kaj ne? Po kateri pravici je kralj vladal, kaj ne? Tudi on je vladal po božji pravici, kaj ne? Pogosto. Torej, zadnja faza, Ukrajina. V vojni v Ukrajini smo videli tako ukrajinsko pravoslavno cerkev, ki postane avtokefalna, se odcepi od ruske in tako naprej. Zanimivo je videti, kako ruski del podpira vojno, je zelo pleteno to vprašanje, ker običajno druge religije poskušajo ostati nekoliko bolj odmaknjene. Tudi papež je med drugo svetovno vojno vsaj se izogibal poveličevanju ali temu, da bi rekel, da so bile stvari narejene prav in da so bile upravičene, kaj ne. Bilo je jasno nelagodje glede teh situacij, zdaj pa vsaj v ruskem svetu vidimo popolno sprego. Hodijo krstiti, izvajajo obrede in podobno. Tudi sam Putin išče in črpa iz tega. Sam gre s Kirilom. Ne zdi se mi, da bi bil zelo veren. Če ga pogledamo pred 20 leti, ga nismo videli tako pogosto v verskih zadevah. Zanimivo je videti, kako pogosto moški na položajih moči rečejo, v redu, potrebujem tudi vero, tudi to mi koristi. Napredovati. Tako je to orodje. In zanimivo je videti, kako je v tistem kotu tam Grčija, Ukrajina, Rusija, kaj ne? In imajo vrsto krščanstva, ki je zelo drugačna od tiste pri drugih. Njihovo tveganje, da. Pravoslavne cerkve so imele zgodovinsko značaj nacionalnih cerkva, zelo povezane s politično oblastjo. Že od časov bizantinskega cesaropapizma. To je to. Cerkev je aparat države v vzhodnem pravoslavnem bizantinskem svetu. V zahodnem svetu se je katoliška cerkev borila z imperijem, boj za investituro in so se ločili. Papež nikoli ni želel biti podrejen politični oblasti, ampak nadrejen. Tako je, zaradi te prevlade katoliške cerkve iz heterogeneze ciljev nastala sekularnost države. Ker je šlo za ločitev. To je bistvo. Včasih ti zgodovina pripravi take ironične obrate. Jaz, Mirko, če nimaš nič proti, ti dovolim, da te vprašam točno razlog Morgana. Absolutno. Poslovil bi se od tebe, ker je zame res že pozno. Ja. Dam povezavo.
dal sem povezavo Na tvojo predstavitev. V klepet sem vrgel 2 knjigi, samo da zaključim, ker jih je omenil, od Mirci Eliadeja, Bolati Boringhieri, razprava o zgodovini, religiji in mit, sanje in resničnost. Ker tam prav govori o tej stvari, torej o religioznosti, ki so jo prevzele diktature 20. stoletja. Torej, zelo se zahvaljujem predsedniku Madalunu. Verjetno se bomo videli 22. in potem 25., ker se dogajajo stvari, sestanki, ne ve se, ali bo Sirski ostal, ali ga bodo zamenjali. Vprašanje vere postaja večje, kot se je sprva zdelo. Potem grem jaz na dopust med 25. in 30., ampak sem baraba, tako da se bom uspel povezati tudi s tujine, da naredim kakšen prenos v živo, tako da bo zagotovo enega 28. iz Lanzaro, ker ste to zahtevali. Sem vam poslal prošnjo o F117, potem pa se vrnem 30. ali 31. Torej, hvala vsem. Ampak jih malko dražimo, mu ne povemo, kaj pride jeseni. Ne moramo? Ne. Ampak vedo, že sem govoril o tem. Ja. Izdali bodo knjigo pri Mondadorju, z mano, Kapitinijem, Madalunom, Lanzaro, Batisteso, Polikenijem. To je knjiga o svetovni geopolitiki, o svetovnih scenarijih, ki malo razloži vse, kar se dogaja po svetu. Naslov je še negotov, a nekaj v smislu atlas svetovnega kaosa, svet na fronti, način, kako razumeti vse zmešnjave, ki obstajajo. Torej, hvala vsem, lahko noč. Lahko noč.